Pa gremo tudi k naslednjemu, ker bo ravno ta argumentirana lokalna iniciativa, ki bo predstavil Peter Črnič. Pa bi pol na koncu še kakšno krajšo debato. Gremo danes in dobro. Super. Aha, kaj tukaj? Aha, evo, se že gre. Ja, pač tudi lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, dan mi je kao pol mojega teksta, pa še več. Ja, drugič mi ga ne v branje pošiljati prej. Ne znam, kje so vse te slike dobu, ne? Moja, ne znam, cijo delaš za KGB. Ne, to je naša država skoraj dodarna. Če rečeš, da delaš za narodno vprašanje, ne dobiš vse. Pač dobro, jaz bom probal par stvari povedati, ne? Jaz nisem iz akademskih krogov, tako da bo tudi moj jezik malo bolj plebejski, profan, ne? Pa moje teze najbrž niso dognane v nekih znanstvenih metodah, ne? So bolj pač neke moje ideje, ki so pravilne ali pa nepravilne, ne? In nekako, mogoče bi prvi del povedal par stvari o situaciji v Beli krajini, predvsem o ekonomski situaciji, glede na to, da je Damir že geografsko razširjen do parlamenta, ne? Mogoče se bi tu navezal na izvajanje dr. Gregoričeve, ne? Glede mej in periferizacije, ne? Kaj je v bistvu pomenilo to, da smo dobili mejo, ne? In pa mogoče nekaj glede vpliva žice na Belo krajino oziroma tudi na gospodarstvo. Zdaj, pri tem slajdu sem mislil malo fantazirati o geografiji, ne? Ampak to bo že vse povedano. Mogoče bi dodal zgolj to, da, kot vidite, je Bela krajina, ne? Zelo dobro prometno povezana z Hrvaško. Se pravi, da so nam Hrvati dejansko zgradili ta njihov avtocestni križ z čvorom Posiljevo, ki je dejansko en najpomembnejših čvorov na Hrvaškem, ki povezuje Rijeko, Split in Zagreb, in je dejansko ta čvor direkt čez Kolpo v Prvilnici, 2 km stran. Žal je pač so povezave prometno z Slovenijo precej slabše, ne? In tudi tradicionalno, zgodovinsko je nekako Bela krajina precej gravitirala na Karlovec, kaj na sejem se je zgodilo v Karlovec. Ta del Bele krajine, kjer smo zdaj, kjer je bilo, bom rekel, zahodno, tudi delno tudi na Rijeko, na Kvarner. Seveda, leto 90, ko se je razpadla Jugoslavija in smo dobili novo državo, ne, smo kar naenkrat, je zmanjkalo nam države. Ne. Se pravi, če pogledate zdaj tam v smer proti jugu, leto 90 je potem še 80 km države, ne. Če pa zdaj pogledate, je pa še približno 100 metrov, ne. Moje poročnik. Se pravi, da nam je zmanjkalo en gromozanski kos, ne. To je imelo, bom rekel, strahovit. Nekaj o situaciji danes v Beli krajini. Se pravi, od leta, tam od začetka kriznih let, ko je bila brezposelnost že med največjimi v državi, se je začela brezposelnost strahovito zvečati. In danes smo na približno 20% brezposelnosti, kar se pravi, da smo subregija z največjo brezposelnostjo v Sloveniji. Zdaj, zakaj se to zgodilo, bom povedal malo več, ne? Mogoče pa ta graf naslednji še malo pove še malo več, to je pa graf čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj. Na kratko povedano, koliko so firme prodale v enem letu pač na domačih in tujih trgih. Če pogledamo, da je 2008 je bilo te prodaje tam 340 milijonov na letni ravni, 2013 pa 2014 so isti podatki, 2014 je to 162, se pravi, gre za več kot prepodobljeno prodajo na gospodarskih družb. To pomeni, da je tudi en dramatičen ekonomski fiasko, da se je prepolovila ekonomija Bele krajine. Zdaj, teh kazalnikov, ki bi kazalo na stanje še precej več, mogoče en tak, ki pove dosti, je neto dodana vrednost na zaposlenega. V Beli krajini je trenutno 28.000 evrov približno na leto. Takoj čez Gorjance, se pravi v novomeški regiji, ki spada v jugovzhodno Slovenijo, pa se približuje 60.000. Se pravi 60.000 proti 28. Več kot 2-krat več. Zdaj, če se malo vrnemo nazaj, v 80. leta,
pravi, Jugoslavija je imela pač tudi, vi bodo predvsem boljše znali od mene, policentrični razvoj. Ne? Tudi danes imamo v vseh strateških dokumentih zapisano načelo skladnega regionalnega razvoja, ne? Vendar se pravi, to, da bo v Jugoslaviji policentrični razvoj niti ni bilo tako čudno, je pa čudaško predvsem to, da se dejansko to izvajalo. Ne? Da so dejansko pač fabrike šle tam, kjer so bili delavci. Ne? In zdaj tu, verjetno ste se vozili čez Stari trg, to je na vas, ki ima par sto prebivalcev. To je eklatanten primer. Tu se je pač postavil Unior, da so se možakari zaposlili, in pa Komet, Šivilje, da so pač ženske delali. V Beli krajini je bilo v koncu 80-ih letih vse te firme, ki so tukaj naštete. Vidite, da je bilo kar nekaj, ki je imelo 1000 in več zaposlenih. Večino teh firm je nastalo v Beli krajini, recimo ena Iskra se potem priključila konglomeratu Iskre, Belt je belokranjska firma, Betel, belokranjska firma, Rudnik, Begrad, Komet, Novotek se bo Novomeška, Koper, to so vse belokranjske firme. Skupno so zaposlovale velika in srednja podjetja, malih in mikro nisem štel, tam blizu 7000 zaposlenih, se pravi zelo veliko. Kaj se je zgodilo v tranziciji? Vse ti, ki so, bom rekel, ki večini so svetlile, teh firm več ne resni. Vidite, da je šlo za med velikimi firmami, v bistvu skoraj več ni nobeno ostalo. Kaj se je zgodilo? Prvo se je zgodilo tranzicija. Se pravi, dosti je bilo tekstilne industrije in pa, bom rekel, težke industrije v Beli krajini, bazične. In ta je seveda zašla, potem, ko smo zdobili južni trg in smo se dali na globalni trg, smo zdobili konkurenčnost in so ugasli. To je bil prvi vzrok. Ampak drugi vzrok je pa že nakazuje na to periferizacijo Slovenije, Bele krajine. Drugi val je bil pa privatizacija teh firm. In kaj se je zgodilo? Vse te firme niso bile privatizirane sa strani belokrajincev, ampak so bile privatizirane sa strani ljudi, ki so bolj kot ne iz centra Slovenije. Tu pa nakazuje zdaj že na en element periferizacije in tudi vsi razvojni oddelki so se preselili iz Bele krajine v Ivančno Gorico, Ljubljano, Kranj, kamorkoli, Novo mesto. Mi danes dejansko nimamo ene firme z razvojnim oddelkom tukaj. Sem še bom rekel trak. In zdaj, ta podatek mislim, da zelo dobro nakazuje, kaj se dogajalo v Sloveniji. In če govorimo o dolgovih Slave banke, mi vemo, da je cirka 5,5 milijard dolgov je bilo prednešeno na Slavo banko. Jaz sem šel pogledati, koliko je po teh dolgov ustvarjenih v Beli krajini. In ko sem štel vse dolgove, smo ugotovili, da je bilo za 8 milijonov. Se pravi, belokranjska podjetja so se zadolžila za 8 milijonov in ki jih niso mogli vrniti, je šlo na Slavo banko. Vendar, kot veste, bomo te zneske plačali vsi Slovenci. Se pravi, da se bodo porazdelili enako na vse Slovence. In zdaj, če preračunamo, da je nas 1,3% v Sloveniji, se pravi, da bomo belokranjci plačali 70 milijonov. Se pravi, krivi smo za 8, plačali bomo 70. In to je bila ena velika, v tem procesu privatizacije bila ena velika otok kapitala usmerjen proti centrom odločanja. V bistvu je se v tej fazi se periferija dejansko popolnoma izčrpala. In kaže tudi na to periferizacija, da je pač tist, ki je bil bližje centru moči, lažje dobil kredit in je tudi izpeljal privatizacijo. Se pravi, Bela krajina tradicionalno je politično nepomembna. Tudi nimamo, recimo, redko zdaj imamo poslanca, dobro, zdaj imamo Violeto Tomič, ki je izvoljena v Ljubljani, ko nekako prezentira tudi naše interese, ampak tradicionalno je politično nepomembna in nevplivna. In to se odraža zelo močno, žal tudi v gospodarstvu, predvsem v tem procesu privatizacije. Zdaj, mi smo se pa malo lotili tudi računanja, seveda, ker kot manj razvita regija in zmeraj kritiš, da pač je treba mora država pomagati, imaš občutek, da prosiš nekaj, kar ni tvoje, se pravi nekaj pomoč. In pa smo se lotili računanja, ocene, koliko dejansko mi damo v proračun, pa koliko dobimo ven. In smo prišli do jako zanimljivih zaključkov.
se pravi, da zaključili smo, da dejansko dajemo že 20 let več v proračun, kot od njega dobimo. In tu govorimo o tem, da smo pri prihodkih Belokranj računali tudi ministrstva, se pravi, da mi financiramo tudi ministrstva, ki so v vladi, da financiramo vojsko, policijo, se pravi v procentu glede na naše prebivalstvo. Kljub temu smo ugotovili, da vsako leto 10 do 20 milijonov damo več, ko dobimo nazaj. In to je dejansko Evropska unija. Zelo težko se boste predstavljali, da bi Sicilija nekako sponzorirala Milano ali pa Rim. Ni šans, ne? Tudi recimo, gledal sem na hrvaško statistike, da edine regije, ki dajo več, kot dobijo, so Zagrebačka, pa Istrska, pa ne znam, pa še ena. Se pravi, dejansko tiste, ki so res močni. In kot ste videli, nekako v jugi smo pripadali razvitemu delu države, ne? Nismo bili periferija, ne? In takrat se pač iz razvitega davalo sredstva za nerazvite, za Makedonijo, za Kosovo, ne? In zmeraj smo zgledali na narodni strani zgodovine in zdaj, ko smo pa mi siromahi, ne? Zdaj pa se zamenjal sistem in zdaj mora siromahi počivati unim bogati, ne? Nam pač ne gre. Zdaj, kako se to še manifestira, ta perifernost, ne? Zdaj, če ste šli čez Črnomlje, ne vem, ali ste prišli čez Kočevje ali čez Črnomlje, no? Če bi šli čez Črnomlje, bi se vozili po cesti iz Kolovode starejše železne dobe, ne? Ki je bil tam po drugi svetovni vojni asfaltiran. Ampak nič ni bilo jako spremenjenega. Zdaj imamo tu Janez Vajsa, našega zgodovina. Janez, tu si, evo. On bi znal povedati, da so že v 16. stoletju romala neka pisma, ker pač vojska ni mogla dosti hitro priti v Belokranjo pri turških padih, ne? Takrat smo jamrali. Pa leta 1744 je nekdo zapisal, da je znano, da skozi to mesto ne vodi nobena cesta, ne? Za Črnomlje mesto, pač to stanje dejansko še danes isto, ne? Smo pa 500 let zatem dobili seveda žico, ne? Kar je bližnje, ne? Ali pa koridor. Kako se še manifestira, ne, recimo ta perifernost, to pomankanje vpliva na odločanje v državi, ne? Kot sem že povedal, to je najpomembnejši avtocestni križ Hrvaške, ne? In krasno, tu imaš lepo, to je 70 km do pristanišča Redka, ne? Imamo dejansko na Vinici firme, ki vozijo robo na Hrvaško, ne? In tu na Vinici je en most. Zdaj, što z tega mosta je tak, da iz Hrvaške ti polni kamioni šleperi lahko vozijo na slovensko stran, ne? Na slovenski strani so potem nabili eno tablo, ki piše, da ne sme nič, kaj teže več kot 9 ton iz slovenske strani na Hrvaško. Zdaj, mi se že 10 let nagajamo z ministrstvom za promet, pol mi kaže na carinike, da to je notranje, pol mi reče, da je zunanje in 10 let se mora zrihtati to, da bi nekdo tablo užalil in da bi lahko naši kamioni vozili čez. Se pravi, on, ki ima firmo tukaj, pa bi rad pelal sem, mora iti v Črnomlje, pa v Metliko, pa pol sem, tak ima pol 100 km. In edina prednost naša, da smo blizu pristanišča Reka, se anulira. Ker je pol zdaj že bliže, da gremo v Koper. Se pravi, to je perifernost, nimamo nobenega vpliva na odločanje. Drugi tak primer, čist praktičen, je, da pač v programu Pokopes naj bi imeli 40 000 evrov letos, 2015, za privabljanje tujih investicij, ki jih nujno rabimo. In vsako leto moramo obnoviti pogodbo, da bi teh 40 000 evrov črpali. In mi moramo narediti en plan, se pravi, za vsak sejem, ki bomo šli, kdo bo šel, koliko bo porabil, kje bo, koliko kilometrina, to moramo za celo leto narediti. In pol mi to damo. In država rabi, da naredi pogodbo, ki je dolga stran pa pol, 10 mesecev. Što nisem v tem, da nam ostane samo 2 meseca, da bi to realizirali, ampak da vse ono, kar smo planirali v prejšnjih mesecih, nam ne priznajo, ker pač tega več ni. To je še en vidik te periferizacije. Se pravi, totalen odsotnost vpliva na to, kaj se dogaja v Ljubljani. Skladno s tem pač niti ni čudno, da število gibanja prebivalstva je pač negativno, v 150 letih
se je zgubilo cirka 20-30% prebivalstva, nekaj predvsem na obeh vojnah, pa tudi na trtni uši, konc 19. stoletja, vendar žal sedaj tudi demografsko gibanje so negativne. Dejansko mi smo, bili smo vmes tudi področje imigracije, se pravi po drugi svetovni vojni, ko je bila industrializacija, so tudi so imigrirali, predvsem iz drugih republik Jugoslavije, vendar zdaj smo pač tipično področje emigracije. Zdaj sem to še bral, ker pač, da se zna, da nismo bi zmeraj taka periferija, konec koncev je Slovensko narodno gledališče bilo ustanovljeno leta 1944 v Črnomlju. To je slika od ustanovitve Leka, se pravi farmacevtske firme, ki je danes ena najuspešnejših firm v Sloveniji, ustanovljena spet v Črnomlju, po vojni se je pač preselilo v Ljubljani. Tudi včeraj smo imeli ravno eno predavanje v temu. Prva emisijska banka, se pravi neka predhodnica Banke Slovenije, je bila ustanovljena v Črnomlju, se pravi prvič se je tiskal slovenski denar v Črnomlju, v Beli krajini. Znanstveni inštitut je bil ustanovljen tudi, se pravi, nismo bili zmeraj tako periferija. Zdaj pa kot kontrapunkt tega, se pravi, prej sem razlagal, kakšni vse banalni problemi predstavljajo problem, se pravi, da jih ne moramo rešiti, se pravi, cest enega prometnega znaka se ne da odžagati. Po drugi strani pa je porečje reke Kolpe v tem delu zaščiteno za Naturo 2000. Je tudi del krajinskega parka Kolpe. Na vse to in na kmetijska zemljišča prve kategorije pride čez noč slovenska vojska v veliki večini primerov brez dovoljenja lastnikov in začne postavljati bodeče žice, brez vprašanja. Se pravi, začnejo rušiti drevje in grmovje, ki ga odlagajo na same rečne bregove, kar lahko povzroči probleme. Brez vsakega papira, brez vsakega vprašanja, pride za tovornjaki, se vozi po njivah in da je bila stvar še hujša, v veliko primerih to sploh ni slovenska vojska, ampak češka in poljska. Se pravi, da se predstavlja, da je en stari stric, ko ne gleda televizije, se jutro zbudi in vidi vojsko, češko in poljsko, ko mu vozi po njivi. Tako je v bistvu izgledalo postaviti te žice. In seveda pač po moja vlada tudi, mislim, en kup stvari ni premislila. Predvsem ni premislila, pustimo to, da je reka Kolpa poplavila in da je to nevarno, ampak mislim, da predvsem ni poznala odnose Belokranjcev do reke Kolpe. Pač reka Kolpa je kot prvo glavna turistična atrakcija Bele krajine in ima z tega vidika tudi en gospodarski pomen, pa potem mogoče kaj več, predvsem pa ima simbolni pomen. To je pač prostor rekreacije, druženja, je javni prostor, kjer se v poletnih mesecih dogaja vse. Prepričan sem, da nas bi dosti Belokranjcev več ne bi živelo tukaj, če ne bi bilo reke Kolpe. To je pač tisti najkvalitetnejša stvar, ki je ima, ker lahko popoldan po šihtu greš na Kolpo in skočiš v jog, igraš odbojko, spiješ špricer in zvečer na koncert, ki je tudi večino primeri na Kolpi. In seveda, ko si enkrat tudi frustriran, ko industrija propade, ko ne moreš odžagati enega prometnega znaka na cesti, ko se vse to poklopi in ko se že desetletja prizadevaš za cesto, za tunel čez Gorjance in ko ti v letu 2015, ki je bilo, kar sem jaz v razvojnem centru, najhujše leto zaradi tega, ker je bilo ukinjena ena izmed dveh srednjih šol v Beli krajini, ker je bil ukinjen edini dijaški dom v Beli krajini in ker smo dokončno seznali, da tretja os ne bo grejena zdaj, ampak v neki nedoločeni prihodnosti. In ko ti na vse to zagradijo tisto, kar je tebi najljubše za bodečo žico, seveda ne more biti drugo potrebovati. In očitno tega na vladi in ni znal noben povedati, niso niti vprašali, nihče se v to ni poglabljal. In mislim, da je pač je bilo jasno, da to Belokranjci čist mirno njemu ostali pa gledati. Dobro, zdaj so to slike, se pravi, kot sem rekel, naravovarstveno območje.
bilo tudi ogromno živalskih žrtev. Mi smo tudi s kolegi, ki tukaj so zraven, dali pobudo za presojo ustavnosti. Pač smatramo, da zakon o varovanju meja, se mu reče, nadzorovanju meja, da ni v skladu z ustavo. Mogoče bo dr. Plut, Vašman pa Violeta še kaj povedali o to temo, da se ne spuščam preveč. V glavnem, naslovili smo na varuhinjo človekovih pravic, ki pa je ni posredovala naprej na ustavno sodišče, kar je bilo precejšnje razočaranje za nas. Mogoče bi ja tu zaključil, pa se prepustil, ker smo nekaj že poslušamo cel dan, pa tako vprašanje. Zaključujem sliko dveh nelegalnih migrantskih živali, ki vsak ima svoje znak. In pač ja, imamo še tako vprašanje, pa kaj zapovedati. Vprašanja oziroma komentarje, kateri ste bili pozvani, izvani, kogarkoli, mogoče glede same te iniciative, še kaj poveste. Lep pozdrav. Najprej se bi rad opravičil, ker nisem mogel priti. Sicer so pa različne oblike sodelovanja. Mogoče bi Peter kar nadaljeval tam, kar si ti zaključil. Za Belokranjca je kao pa res nekaj posebnega. In recimo, če človeku vzameš razum, je to zelo hudo. Če mu pa hočeš iztrgati dušo, je pa to še bolj hudo. In nam se je zdelo tako, kot da smo Evropani pravzaprav iz tega osnovnega, bom rekel, eksistenčnega bita, da tisto zadeva, ki ti pomeni nek simbol, pravzaprav izgubljaš. Zadeva pa ni tako nedolžna, kot zgleda. Žica je samo simbol, odvesnika. Za Belokranjca je to še posebej boleče. Zakaj? Ker je Bela krajina, so ste že malo slišali, tradicionalno območje izseljevanja. In jaz se vedno sem, ko se je začela ta žica postavljati, sem se postavil v položaj Belokranjcev, ki so že stoletja zapuščali Belo krajino. In sem se vprašal, kako bi Belokranjci reagirali v primeru, da jih bi tam, kamor se odhajali, torej, da bi se tam srečali za rdečo žico. Tako da za nas je to dvakrat, bom rekel, narobe. Ne vem, če sem vam uspel, ker zdaj govoriti o nekih dejstvih se mi zdi brez veze, ker vam bi lahko marsikaj drugega naredil. To je ena stvar. Zdaj bom malo kritičen, se oproščam tudi do Belokranjcev, ker mislim, da se kot Belokranjc lahko to premoči. Zanimivo je kljub samo, Peter, da si med 6 podpisniki samo ti avtohton Belokranjski tle živiš. Prosim. Belokranjci smo blazno potrpežljivi. Preveč. Zato tudi najem v zgodovini. Zanimivo, da je to naša značilnost, ki bi morala biti drugačna, glede na to, da tukaj prihaja do mešanja uskoške krvi in druge. Mogoče je zaradi tega tudi moja reakcija malo drugačna, ker sem po materi uskoške krvi, pa sem drugač dokaj, bom rekel, hladno krvno. To Belokranjcem manjka. To moram povedati. Ampak v plus, kljub vsemu, je bil to, bom rekel, prvi jasen upor proti žici v Sloveniji. In jaz mislim, da smo lahko na to ponosni. Prvi jasen upor, nič se ne domišljam, kakšna, bom rekel, kakšen je izplen, ampak jaz mislim, se veste, kaj je tudi pomembno, da v svoj genski zapis imaš tudi to, da si se uprl v pravem času, takrat, ko je bilo več kot 80%, bom rekel, prebivalcev Slovenije za žico. In zdaj, kot veste, je približno toliko ali pa verjetno še več. Skratka, nikoli ne smeš popustiti pred populizmom, pred tem, kar je všečno, politično, ne glede na to, kar se v tistem trenutku dogaja. Centralizacija.
da ne bom imel predavanja za oproščanje, ampak 5 minut upam, da se boste vzeli, se oproščam rešiti. Centralizacija. V čem je problem? Poglejte, Peter je lepo povedal. Mi si želimo odprtosti Bele krajine, ne samo proti jugu, proti Hrvaški, ampak si želimo odprtosti tudi do ostalih slovenskih pokrajin. Novo mesto je simbol tega. In recimo, več kot 20 let, ravno včeraj smo imeli občni zbor Društva Bela krajina v Ljubljani in smo ugotavljali, da je naše društvo, ne Božo, pred približno 20 leti vložilo pobudo za ta nesrečen tunel, predor, ki sploh ni tako pomemben, bom rekel, kakšnega koli drugega vidika kot z tega, da ne bo prihajalo, Peter, do tega, kar si ti lepo pokazal z številkami. Namreč, da bojo Belokranjci še tisti, ki še vztrajajo tukaj, izobraženi ljudje, zaradi tega, ker se bojo naveličali vožnje do Novega mesta po teh serpentinah, mimo grede. En dan je bil v letošnjem letu, oziroma v tej zimi je bil en dan snežen. Kaj se je zgodilo, Božo? Cesta je bila zaprta. Ti si imel takrat z Božo Tomarpetom, naj bi imel predstavitev knjige, okučeno in ni mogel z Novega mesta priti do Bele krajine. Lepo vas prosim, v 21. stoletju. 1914 je pa zgrajena železnica do Bele krajine. Halo, draga Slovenija! Kje se konča Slovenija, dragi moji? Upam, da to spremljate. Samo še Ljubljana je Slovenija razvita, vse ostalo je že periferija. Tudi statistični podatki kažejo na to. Gorenjska, Istra in tako naprej. Torej, statistične regije, ki so bile včasih nad slovenskim povprečjem, so zdaj že pod slovenskim povprečjem. Sem še Ljubljana za 140%, Ljubljanska regija je nad slovenskim povprečjem. In to je katastrofa, dragi moji. Katastrofa. In tega se ne zavedamo dosti. Zakaj ni v Sloveniji pokrajin? Kaj bi za Belo krajino pomenilo? Žal, da seveda ne more biti Bela krajina pokrajina. Ampak če bi bile to lokalne samoupravne skupnosti na regionalni ravni, če bi imeli pokrajine, ki bi imele gospodarsko funkcijo in bi imele avtonomijo, mimo grede o avtonomiji slovenskih pokrajin enot je pisal Andrej Gosar, krščanski socialist leta 1933 pa leta 1935. Mi pa še zdaj tega nimamo. Ne? In če se bo ta proces nadaljeval, bo tle prava katastrofa. In poglejte, kaj se zdaj zgodilo. Tisti ljudje, ki so bili pripravljeni vložiti nekaj za turizem ob Kopki, so na J, po domače povedano. Pa veste, da bi rad narešil celo besedo uporabljal. Dvakrat so kaznovani zdaj. Prvič zato, ker so bili korajžni in drugič, ker so zadolženi. Halo! In to Slovenija hladno jemlje. Ne? Kje je bil Cerar do včeraj? Včeraj je šele ugotovil, da je mogoče ta odnos Slovencev do beguncev napačen. Včeraj je ugotovil, pa še to z veliko, bom rekel, ne, smokom. Halo! Včeraj. Kaj se je zgodilo? Ko je nacionalizem in populizem v taki stopnji zdaj, da me je strah. Prvič v življenju me je strah. Živeti v tej državi, če bi v vaših letih pobrisil že zdavnega. Ker to je nemogoče, kam smo to državo pripeljali. Meja je samo, še enkrat rečem, samo simbol. Še dva stavka. Rešitve. Grozljiva situacija. Grozljiva situacija. Sami veste, ste tle antropologi, etnologi, geografi, zgodovinari pa še marsikdo drug. Vam je stvar 100% jasna. Nič novega vam ne povedal in vem, da ste se o tem pogovarjali, Rajko, da sva že dolgo prijatelja in točno vem tudi, kako razmišlja in kakšen je njegov diskurs. Razlike v svetu so dramatično velike in vredne vsega, bom rekel, zgražanja in upora. Upora, dragi moji, upreti se moramo temu, kar se dogaja. Pa kako moramo sprejemati to, da 62 prebivalcev našega sveta, torej najbolj bogatih prebivalcev, vse to veste, ampak sem, da postavim v kontekst, ima toliko premoženja kot polovica, revna polovica našega svetovnega prebivalstva, 3,5 milijarde. Če je to sistem, pravičen sistem, pol nas klin zgleda, vse skupaj,
Mi smo ga uredni, ker se ga mu ne znamo upreti. In ne mi govori, da se kapitala ne da premagati. Zakaj nam kapital vlada? Zato, ker se mu ne upre. Kako samo bi lahko uprli? Ni potrebna vojna, imamo vzvode, na osnovi katerih bi lahko to spremenili. Pa nismo sami zaradi konformizma pripravljeni tega uresničiti. Zakaj? Ker se vedno domišljeno, da bomo mi tisti odstotek, ki bo vladal v svetu. Ne bomo, dragi moji, ne bomo nikdar. Je že mimo. Nasvidenje. Zdaj sem mogoče plastično to, kar rekel Dušan, glede tistih, ki so vlagali v turizem v Kolpi. Zdaj se zamislite, da je nekdo najel od banke 100.000 evrov, da uredi svoj kamp, WC-je, tisto. On je mogel dati garancije banki, ponovaj so od 2,5 do 3 faktor. Se pravi, on je mogel dati za 300.000 evrov garancije. Verjetno ni imel kaj drugega, kot zastaviti svojo banko, kaj svojo hišo. In zdaj zadolžil se recimo pri državni banki, NLB, ki je v državni vlasti. Zdaj ta ista država postavi žico čez njega v kamp in on seveda nima prihodkov v eno leto. Ne more vračati, zgubi kamp in zgubi hišo. To je tak tipični primer. Jaz bi se navezal na to, kar je pravzaprav, kar si že ti povedal, pa tudi, kar je Dušan povedal, ta primanjkljaj regionalizacije. Še tako majhna država, če tudi v svetovnem merilu periferna, lahko skreira svojo periferijo. In je nujno je decentralizirati zadeve, nujno je dati pooblastila, pomagati, če bi imeli sam, ne vem, 3 regije, ali to bi bilo boljše za te, če bi, na primer, bilo Novo mesto, sedež regije. Normalno, da bi bolj poznali probleme. Se vejo, koliko delovnih mest zasedajo ljudje, ki se vsak dan vozijo po tej katastrofi. Se pravi, regionalizacija je na prvem mestu. Druga stvar, prej si super povedal ta primer, ki jaz sicer nisem čisto točno vedel, koliko je župani na Hrvaškem, ki so neto plačniki in kjer so neto dobitniki. Že samo sistem župani, ki bodo hrvaški kolegi zelo kritični do njega, je vendarle omogočil, da je kolikor toliko fair playa. Tukaj pa ni pregleda. Zakriješ podatke in čao. Ni niti enega modusa, kako dobiti podatke za Belo krajino. Vse je treba rekonstruirati se za podatke. Premetati to jugovzhodno regijo, Kobajagi, to, kar ne obstaja, ker je statistična formacija, potem seštevati podatke po občinah, da potem nekaj rekonstruiraš ven. In zdaj, jaz se pa še nečesa drugega bojim, kaj pa, če se bodo spet ukrepile, dobro, mogoče to se pa preveč bojim, to bi bila huda grožnja, da bi to Hrvaška rekla, pa dajte se k nam priključiti. Kaj mislite o tem? Ste že razmišljali, da bi center tako dražili, da bi centru, ki se sicer ne zaveda, da ima svojo periferijo, ravno tako, da bi njim rekli, da boste naredili referendum, da se priključite nazaj Hrvaški, kot je bilo že v 12. stoletju. V smislu artistična provokacija smo. Ker mislim, da v realnosti ne. Kaj se na primer zgodilo, en tak zgodovinski medij? Ja, seveda, jasno. Se imamo že pasoš. Ne, Bela krajina, samostojna država. Ne imamo že pasoš. Kopska republika. No, recimo en tak primer v zgodovini smo imeli, ko je Podraga, to je ena vas v Vipavski dolini, blizu Šembida, to je preimenovano Podnanos, oni so rekli, Šembid je manjši od nas, Podnanos je manjši od Podrage. Mi hočemo imeti tudi sedež župnije, ne bomo mi pešačili v vas, ki je manjša od nas. Oni pa imajo svojo župnijo. In so zagrozili, to je bil nek izvjesni Semenič, ki je potem šel v Trst in je rekel, gremo k pravoslavnemu Vladiki. In ko so katoliki to zveli, takoj so dobili župnijo. Zato je treba na vse možne poti, tudi če so groteske, je treba, pa magar z pol fige v žepu, ampak da se nekaj spremeni, ker regije rabimo. Če lahko sam nekaj še dopolnim, tole nekaj povedal. 91. so 2 krajevne skupnosti na Hrvaškem, Žumberku, Adatovići pa Dragoševci. Vsi prebivalci, razen poštarja in župnika, so podpisali peticijo, da grejo pod Slovenijo. Ker so vse ceste, vsi so hodili v šolo v Metliko, vse ceste, elektrika, voda, vse je bilo pod Slovenijo. Kaj je bil izplen te zgodbe?
v Ljubljani so zamahnili z roko, ja, se je fučkalo za to, vodja tega, ki je šel zbirati podpise, so zaprli, 6 mesecev je bil v samici v Zagrebu, potem smo objavljen članek v Slovenskih novicah, da je ta in ta zaprt, da se sploh ne ve, Niko Drakulič, ne, Dušan, ti se dobro spomniš, takrat sem bil član predsedstva, in da je Mednarodni Rdeči križ iz Ženeve urgiral na Remetincu v Zagrebu, ki ga bi lahko spravili na tiho. Naredili so mu, da je švercov, potaknili so mu, da je švercov orožje za Srbe v krajini in še enih 20 točk, kaj je vse počenjal, ne. In je Maja Vajc hotela o tem narediti film in je klicala državnega tožilca v Zagrebu, da če je zaprt zato, ker je zbiral podpise za peticijo, da grejo pod Slovenijo. A bili so že za časa, ko je bil Sres, je to Sres v stari Jugoslaviji, so spadali pod Slovenijo, ne? In tisti državni tožilec Hrvaški je rekel, ne, kje pa, to je šele na 17. mestu. Je, ne, je pa, ne, veste, take stvari so, ne. Je bilo pa takrat 91. je bilo zelo napeto. Jaz sem bil v Sošicah, to je ena vas v Žumberku, in tam imate grko-katoliško, pravoslavno, vse to cerkve, in možakar stal pred cerkvo, pa smo ga vprašali, kaj je on po veroizpovedi. In veste, kaj odgovoril? Odgovoril je, ker je bila situacija zelo napeta. Ono, što će vlast htjeti. Ja, zdaj se vsi bali. Ampak hotel sem nekaj drugega povedati. Glejte, vse te borbe, ki se dogajajo in da bi se vse to nek normalen svet ustvaril in pravičen, ne, se je zelo učinkovito boriti tudi s podobo. Ne samo z besedami. Včasih je podoba, se spomnite tistega dečka na obali, kakšen pretres je naredila. Ne? Ali če se spomnite, tu ste vsi mlajši, za časa vojne v Vietnamu je oblavljana tista deklica odgana z napalmom, ki beži po cesti. Ja. Tista je Susan Sontag, ki je o tem napisala v svoji knjigi o fotografiji, da tista fotografija je več naredila, kot vsi filmi, ki so vsak dan jih bombardirali s podobami po ameriški televiziji, da je javni gnus proti tej sramotni vojni se uprl, da je politika mogla reči, da je pa dosti tega. Ena sama podoba. Ja? Je sprožila tak val. Teh podob je še nekaj bilo, no, mi smo naredili tudi zaradi te žice, videli ste prej posnetek tega Jelena, tukaj dečen, Martin je to slikal in ravno včeraj je to prišlo iz tiskarne. To je podoba Jelena, ki je v zverinskih mukah umrl tu, kak kilometr stran, in z napis, in z rumeno zvezdo, seveda evropsko smo dodali, in pozdravi Slovenije, v slovenščini, angliščini, razglednica, ki jo bomo pošiljali v slovenski vladi in še komu in zunaj. In drugi je bodeča žica, želetna žica, fotografija, razglednica dobrodošli v Sloveniji in Evropski uniji, v slovenščini, angliščini, z rumeno zvezdo, mejni prehod Kožakovo pri Metliki, ves sožičen, skratka, kar zaprli so mejni prehod, nisem jim vredno zdelo, zdaj ljudi morajo 20 km hoditi okoli, ampak so ga kar zažičili. In bomo to pošiljali, in izdali smo še 6 razglednic kopanja tunela čez Gorjance. Smo lansko leto imeli protestno akcijo, smo šli sami kopati tunel. Ravno včeraj smo na občnem zboru Društva Bela krajina napisali eno razglednico predsedniku vlade, naj prispeva vsej kakšno karolo ali pa zelo vadi, da nam bo pomagal. Napisali smo tak akcija, torej gradnja cestnega predora se je že začela. Pozivamo slovensko vlado, da se temu priključijo. Vsekako čelado prispeva, ali pa krapico. Jaz imam nekaj teh razglednic sabo, žal jih ne morem talati, če koga zanima, 2 so 1 evro, komplet je pa 5 evrov. Mogoče se to prijavamo, da zadnja omembe vredna investicija v Belogradu bo leta 1914 v Ječi narodu v Avstro-Ogrski, ko so napadali železnico. In takrat so semiški tunel, ki je kar nekaj kilometra, 2 kilometra, so ga na krampe skopali v enem letu. Kar je danes
da z vsemi Ampak elementi. zanimivo je pa to, da smo mi točno tisto merilno napravo, Jan Prizirc-Packer, s katero so avstro-ogrski delavci, tu so bili Čehi, Mađari, Avstrijci, Italijani, naši, točno tisto merilno napravo, s katero so merili, da bo ne bojo zgrešili tunel, smo mi imeli, ko smo kopali simbolično lansko leto protest, ne? Zdaj se hecamo, da smo malo narobe traso začrtali, smo prišli ven pred Zagrebu, ne? Ja, ampak ni drugega. Ljudje so spontano prišli, ne moreš, okrogle mize, vse to ne gre. In ko smo šli kopati ta tunel, je prišla pleh muzika, čisto samoinicijativno, folkloraši, sokoli, gasilci. In metliški župan. In celo metliški župan je prišel in to je bila fešta, ne? Rdeči križ je imel omogočen dostop do... Vse je bilo mogoče, vse je bilo. So imeli koridor. Ok, se opravičujem. Jaz predlagam, da tukaj zaključimo. Ja, če kdo hoče, bom se jaz nekam sedel. Tako da je zdaj zaključen, no, s temi mislimi in so šli do te nesrečne žice, najbrž tako imamo podano. Jaz se še, ne moram biti vsega. A niste pohod po žici, ali kaj? Jaz sem škarja, nisem vzel. Ob žice, pa pohod po žici.